Sejem nove generacije. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta. Pomurski sejem. Podjetje Inox Plus je proizvodno podjetje s 70-letno tradicijo in z izkušnjami na področju nerje večjih, kovanih in steklenih ograj. Izdelujejo notranje in zunanje ograje, ravnih, stopničastih in špiralnih oblik ter vrata v drsni in krilni izvedbi. Kot specialisti na področju proizvodnje in montaže izdelkov nudijo najboljše rešitve in izvedbe za namenske in dekorativne ograje na reprezentančnih objektih ter stanovanjskih stavbah. Specializirani so tudi za proizvodnjo procesne opreme, že več kot 20 let pa nudijo tudi raznolike storitve z področja inox galvanike. Podjetje Inox Plus z lastno konstrukcijo ter s kakovostno proizvodnjo in montažo v skladu s ustreznostjo predpisov ponuja rešitve, ki so plod večletnih izkušenj in lastnega razvoja. V času med 24. in 29. avgustom jih najdete tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni, na razstavnem prostoru pred halo C3. Podjetje Euroton d.o.o. se ukvarja s prodajo in distribucijo kakovostnih avtodelov. Na sejmu se predstavljajo s priznano nemško blagovno znamko motornih olij in aditivov Liqui-Moly in z izjemno kvalitetnimi pnevmatikami po zelo ugodnih cenah za traktorje in gradbeništvo Maxam. Euroton ima 23 lastnih maloprodajnih trgovin po Sloveniji, dobro pa sodelujejo tudi z nekaterimi ostalimi poslovnimi partnerji, kot je podjetje Kaš d.o.o., ki ima trgovino in servis v Andrejcih, kjer prav tako lahko kupite vse izdelke Liqui-Moly, pnevmatike Maxam in ostale rezervne dele. Podjetje Niros Kovinarstvo je vodilni proizvajalec stopniščnih, balkonskih in zunanjih ograj, nadstreškov in ostalih konstrukcij v severovzhodni Sloveniji z več kot 15-letno tradicijo. Z izkušnjami in znanjem pomagajo pri odločitvah od ideje do realizacije. Strankam svetujejo pri izbiri materialov za boljšo predstavo, pa jim pripravijo tudi idejni izris. V proizvodnji uporabljajo najnovejše tehnologije, računalniško vodeni stroji zagotavljajo izredno natančnost za sestavljanje končnega izdelka, montažo izdelkov pa upravijo v dogovorjenem časovnem okviru. Naj bodo korak za vašo odločitev strokovnost, kakovost in prava ponudba podjetja Niros Kovinarstvo. Unicommerce in Turopolje na sejmu Agra. Želite urediti okolico hiše? Vas čaka delo v sadovnjaku ali vinogradu? Imate delo v gozdu ali morate pripraviti drva? Za vsa dela, ki vas utrujajo in vam vzamejo čas, imamo pomočnike, ki bodo vaše delo olajšali, skrajšali čas dela in so okolju in vam prijazni. Dovolite nam, da vam vsa dela v naravi spremenimo v užitek. Obiščite nas na našem zunanjem razstavnem prostoru številka 2025 na sejmu Agra in si oglejte pestro ponudbo motornih, električnih in baterijskih naprav Štil ter ročnega orodja Fiskars. Izkoristite sejemski popust in sodelujte v nagradni igri, ki poteka na našem razstavnem prostoru. Veselimo se srečanja z vami. Ekipa podjetja Unicommerce in Turopolje vas vljudno vabita. Vsak dan je novo potovanje. Zato je dobro imeti sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Zavarovalnica Grave nudi zavarovanja za kmetije, nepremičnine, avtomobile, nezgode in življenje. Ponuja vam tudi priložnost, da se pri njih zaposlite. Več informacij lahko dobite na sejmu Agra v hali A1 v poslovalnici v Gornji Radgoni ali v Murski Soboti ter na internetni strani www.grave.si. Podjetje Prelog KM iz Vržeja se ponaša z izdelavo visoko kakovostnih kmetijskih strojev za obdelavo tal. S svojim proizvodnim programom kmetijske mehanizacije so v času od 24. do 29. avgusta prisotni tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer razstavljajo hidravlične predsetvenike, strniščne pluge, pluge za buče in okopalnike za koruzo. Izkoristite 10% popust na vse izdelke iz zaloge in 5% popust ob naročilo novih izdelkov. Podjetje Prelog KM vas vabi, da se prepričate o njihovi kakovostni ponudbi ter jih obiščete na zunanjem razstavnem prostoru na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
Proizvodi Husqvarna za nego gozda in vrta, tudi letos na sejmu Agra. Husqvarna predstavlja prvo robotsko kosilnico z vsekolesnim pogonom. Njena prednost je izjemna učinkovitost na strmih pobočjih, saj premaguje naklone tudi do 70%. Zajetna ponudba akumulatorskih proizvodov, kolesnih strojev in novih modelov motornih žag za profesionalno uporabo. Obiščite Husqvarno v hali A1 in z veseljem vam bodo svetovali. Podjetje Rajbi vam ponuja toplotne črpalke, peči na drva, sekance in pelete, plinske peči, peči na kurilno olje, strešne elektrarne in ogrevalne sisteme na elektriko. Z veseljem vam svetujejo in pripravijo poročilo o vašem prihranku. V vašem imenu pa pripravijo tudi vlogo za ekosklad, tako za financiranje kot za nepovratne subvencije. Ponujajo vam tudi zelo širok nabor kopalniške opreme in pripomočkov ter načrtovanje in izvedbo kopalnic, ki so predvsem prilagojene invalidom in starejšim. Za vso vgrajeno opremo nudijo lasten prodajni servis in vzdrževanje. Obiščite jih na sejmu Agra v hali C1 in se prepričajte v njihovo ponudbo. Podjetje Ulen iz Zicheldorfa ima v ponudbi veliko novih in rabljenih kmetijskih strojev ter kmetijske mehanizacije. Njihova specializirana ponudba obsega tudi dele za motorje, kmetijske stroje in pogone vseh znamk, rezervne dele za pluge in kombajne, gume za traktorje in kombajne ter motorna olja in olja za menjalnike. V ponudbi imajo tudi otroške igrače, znamk Bruder in Siku. Med 24. in 29. avgustom jih obiščite na sejmu Agra v Gornji Radgoni, na običajnem zunanjem razstavnem prostoru, kjer vas z veseljem pričakujejo. Autorajh, pooblaščeni prodajalec in serviser Fordovih in Citroenovih vozil, se na sejmu Agra 2019 predstavlja s pametno in tehnološko dovršeno Ford Fiesto, s Ford Focusom, ki je prejel naziv slovenski avto leta 2019, s Ford Escortom za sproščujočo in navdihujočo vožnjo brez stresa, z novim Ford Mondeom Hybrid, ki izstopa kamorkoli greste, s Ford Rangerjem, ki ima dobro začrtano pot, ne glede na to, ali je pred njim cesta ali razpotje, ter z uglajenim Ford Mustangom. Vsa Fordova osebna vozila se ponašajo s 5-letnim jamstvom brez omejitve kilometrov ter 5-letno mednarodno asistenco. Autorajh iz Ljutomera na sejmu Agra razstavlja tudi Citroenova vozila Citroen C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C4 Space Tourer, Grand C4 Space Tourer in C5 Aircross. Za osebno izkušnjo obiščite Fordovega trgovca leta 2018 na sejmu Agra v Gornji Radgoni v hali B1 ali v enem izmed njihovih salonov vozil v Ljutomeru ali v Murski Soboti. Za nepozabne spomine na sejem Agra 2019 se lahko na razstavnem prostoru Autorajh tudi brezplačno fotografirate. Vabljeni! Četrti dan Agre 2019 s številnimi obiskovalci, različnosti, strokovnimi posveti, dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dan vinogradnikov in vinarjev, dan sadjarjev. Veliko tega je bilo danes podoživetega med obiskovalkami in obiskovalci letošnje Agre. Bodite tudi vi del tega doživetja in poglejte oddajo Sejemski utrip. Direktor Branko Kamenšek, direktor Leg Veterine, vi, vaše podjetje, proizvajate dodatke k prehrani rejnih živali. Gre seveda za vse vrste rejnih živali, tako od prašičereje do perutninarstva. Ja, mi smo vodilni proizvajalec premiksov in mineralno-vitaminskih mešanic v Sloveniji.
še posebej pa smo specialisti za tako imenovano nutracevtiko, to so izdelki, ki so nekako tik pred izdelavo veterinarskih zdravil. Podjetje imamo locirano v Lipovcih, občina Beltinci, in smo na tem področju, ki je kmetijsko, in smo tudi dobavitelji vsem večjim podjetjem v Sloveniji, kot tudi v soseščini, pretežno Hrvaški in Avstriji. Že lansko letna nagrada Gospodarske zbornice Slovenije za inovativnost kot podjetnik, kot podjetje govori v tej smeri, da ste nekaj posebnega, da ste novost na tržišču in predvsem, da se oslanjate na možgane tukajšnje regije, imate močan razvojni oddelek in veliko delate na inovacijah. Torej, temeljni kapital podjetja so seveda zaposleni, ki nekako rastejo s podjetjem, imamo zelo dobro ekipo in ta ekipa je tudi jedro razvojnega oddelka. V razvojnem oddelku vedno znova razvijamo, ali sami, ali v sinergiji z drugimi. Tako smo dobitniki več priznanj. Večinoma dobimo tudi zlato priznanje regionalne gospodarske zbornice, dvakrat pa smo dobili tudi v zadnjih 4 letih srebrno priznanje gospodarske zbornice na državni ravni. To gre za kar precej velike zadeve, ker če povem, da so zraven podjetja, ki imajo v razvoju po 100 ljudi in več, takšni velikani kot so Krka, Lek, vsa večja slovenska podjetja, potem ima ta nagrada še večjo vrednost. Prav tako je bilo delo vseh in tudi moje delo nekje je dobilo priznanje v lanskem letu, ko sem dobil eno prestižno nagrado, tako imenovani gospodarski Oskar za izredne gospodarske dosežke v gospodarstvu. To gre za kar veliko zadevo, ker to dobi, recimo v Sloveniji je malo pod 8000 podjetij in vseh sprejemnikov v 50 letih pa nas je samo nekaj na 300. Gre za pravo usmeritev, za dobro ekonomsko politiko. Ne nazadnje, približno 30% vaše proizvodnje lansirate, plasirate na slovenskem trgu. Vse ostalo gre v izvoz, kar je seveda še dodatni pokazatelj, da delate v pravi smeri. Ja, samo nekaj več kot 30% prodamo v Sloveniji in če od tega delamo s kakšnimi velikimi, kot je recimo Krka, vsa razlika gre v izvoz. To pa zaradi tega, ker je slovenski trg izredno specifičen, ima svoje zakonitosti in je tudi majhen. Zadnja leta se usmerjamo s programom nutracevtike na trg Azije, prisotni pa smo tudi v takšnih deželah, kot je recimo Iran ali Egipt ali Jordanija. In upamo, da bomo tu samo še zrastli. Kar se tiče seveda kvalitete predpisov na tujem trgu, zadostujete. Vaši proizvodi zadostujejo tako evropskemu tržišču, kot tudi recimo na azijskem trgu. Seveda zadostujejo, da pa smo prišli do tega nivoja, smo trdo garali, imamo kar nekaj certifikatov, ki zagotavljajo to kvaliteto in smo eni izmed redkih, ki ima tudi tako imenovani FAMI-QS certifikat, kar je osnovna stopnica, da lahko prodaš na tako zahtevne države, kot je Danska, Nemčija, Belgija, ali pa na tako oddaljene države, kot je recimo Pakistan ali pa Malezija. Kmetijski sejem tukaj v Gornji Radgoni, mednarodni, tudi priložnost, da se srečate z partnerji, z morda novimi partnerji, predvsem pa, da tudi tukaj tisti, ki jih zadeve vaši proizvodi zanimajo, dobijo potrebne informacije. Kje vas najdejo? Kako ste na razpolago? Torej, mi smo vsak dan tukaj, večinoma smo našim partnerjem poslali vabila, radi pridejo, radi se usedejo. Kot vidite, imamo tudi zelo lepi razstavni prostor, moramo se malo sami hvaliti. Tu je priložnost, da mogoče v nekih neformalnih pogovorih sklenemo še neko partnerstvo za naprej, da se porodijo neke ideje, ko se drugače ne porodijo. In je dejansko ta sejem prava priložnost za podjetja, ki delajo v tej branži. Mogoče samo pogrešam en malo boljši koncept samega sejma, ki zdaj je vsega pomalo, mogoče bi morali na tem dosti več delati, na enem boljšem konceptu. In predvsem mogoče pogrešam eno kmetijsko politiko v Sloveniji, ki bi lahko bila bolj fokusirana na nas,
ki dejansko proizvajamo na nas, ki nekaj doprinesemo, ki ustvarjamo dodano vrednost. In bi bil zelo vesel, če bi mogoče tudi čez čas se pokazalo, da bi nekatere odločitve v kmetijskem ministrstvu bile tudi v smeri stroke, ne samo kot politične odločitve. Jožica Gergorec, sekretarka območne obrtne podjetniške zbornice Murska Sobota. Tradicionalno ste tukaj na sejmu, vedno na istem mestu se predstavljate in združujete seveda obrtnike, ki so zainteresirani, da se na kmetijsko-živilskem sejmu tudi predstavijo. Tako je, območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je stalni razstavljalec na sejmu Agra v hali B, kjer se predstavljamo vedno skupaj z obrtniki in podjetniki, člani zbornice, ki se seveda za to predstavitev sami odločijo. Na razstavnem prostoru naše območne obrtno-podjetniške zbornice v hali B je letos sodelovalo 8 razstavljavcev. Omenila bi jih in sicer sadjarstvo Ficko iz Rogašovec, potem podjetje Tratnjek servis in trgovina iz Murske Sobote, predelava plastike Janez Horvat iz Ivanec, podjetje Srša paketarstvo in trgovina iz Beltinec. Z nami na sejmi je bilo tudi podjetje Les Styling, proizvodnja izdelkov iz lesa, Nina Grah iz Motovilec, sodarstvo Anton Kuzma iz Gančan, potem podjetje Fitness Studio Fit and Pump in trgovina Edvard Starešinič iz Murske Sobote, prodaja na stojnicah Marina Marič iz Sebebrtec in naš stalni razstavljalec tudi Nirovsko vinarstvo iz Cankova. Danes oziroma v času sejma na razstavnem prostoru zbornice predstavljamo naše storitve, naše aktivnosti. Potem obiskovalci lahko dobijo tudi informacije o odprtju obrti, o pogojih, o marsičem drugem, tudi o tem, zakaj se splača biti član naše zbornice. Skupaj s člani, ki tukaj sodelujemo, promoviramo obrt in podjetništvo. Pri sodelujočih naših članih, razstavljavcih pa obiskovalci lahko določene izdelke tudi kupijo, lahko spoznajo njihove storitve. Vesela sem, da se je letos odzvalo kar 8 naših članov za sodelovanje, kar je seveda zelo spodbudno in tovrstnega sodelovanja si z našimi člani želimo še več. Res je, da je na sejmu veliko naših članov kot samostojnih razstavljavcev, ampak tisti mali obrtniki in podjetniki si velikokrat ne morejo sami privoščiti svojega prostora in potem znotraj zbornice, seveda pod ugodnejšimi pogoji, tudi dostikrat mi podežuramo, jim zagotovimo kakšne opremo, kaj je potrebno za sejem in potem jim je seveda lažje. Imate seveda vedno že nekaj let nazaj tudi takole suport z gostinci, bogato ponudbo gostinsko, sicer v hali C, tukaj zraven, pa vendar tudi na tem sejmu letos Agra 2019 je živo in pestro na tem ob vaših stojnicah. V okviru Agrine kuhinje smo se letos ponovno odločili, da sodelujemo in sicer letos skupaj s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem in pa skupno 13 gostinci, člani sekcije za gostinstvo in turizem pri naši zbornici in tudi pri zbornici OZ Gornja Radgona. Pripravili smo res dan pomurske kulinarike, dogodek, kjer so se naši gostinci predstavili z določenimi kulinaričnimi izdelki, kot tudi dijaki šole. Pokazali smo pa tudi eno sodelovanje gospodarstva, šolstva, kar je izredno pomembno, saj tako gospodarstvo kot šolstvo eden brez drugega ne morejo sodelovati. Današnji ta kulinarični dogodek je bil zelo dobro obiskan in moram povedati, da so nas obiskali tudi znani obrazi slovenski, ker smo bili še posebej, bom rekla, zadovoljni. Tako da to vrstnega sodelovanja z gostinci, z šolo in tudi drugimi akterji si želimo tudi v prihodnje.
No, tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Meh, je izpostavil, da vendarle se obrača tudi na splošno v globalu v Sloveniji na nekoliko boljše. Neki ukrepi so sprejeti, nekaj se pripravlja, je pa bržkone tudi po vaši oceni, čeprav je nekaj članstva tudi upadlo pri vas, vendarle perspektiva v majhnem podjetništvu, v družinskih podjetjih, v obrti, ki tudi izumirajo in bi jih bilo z vidika kulturno-etnografske dediščine tudi zaščititi in ohraniti. Obrt in podjetništvo živi in bo živelo. Jaz lahko rečem, da smo ponosni na vsakega obrtnika, ki v teh, bom rekla, nelepih časih deluje, posluje. Soočajo se namreč kar številnimi težavami, ovirami in tukaj smo kot zbornica eden tisti suport, ki jim stojimo nasproti, se jih zastopamo napram državi, napram drugim oblastem, tako da lahko rečem, da malemu obrtniku je znotraj zbornice lahko lažje, saj jim pomagamo tako z raznimi nasveti, z izobraževanjem, s promocijo, kot je tale na sejmu Agra. Tako da želimo, da obrtništvo in podjetništvo živi naprej in da je čim več naših članov, kajti skupaj smo močnejši in tako bomo lažje prebrodili to današnjo situacijo. Današnji 4. dan na sejmu Agra Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posveča vinogradnikom, vinarjem, sadjarjem in konjerejcem. Še pred začetkom delovnih obveznosti pa je ministrica dr. Aleksandra Pivec strnila misli o včerajšnjem sejemskem dnevu v Gornji Radgoni. Pravzaprav je včerajšnji dan bil podobno kot vsi drugi, resnično poln različnih vsebin in različnih dogodkov. Predvsem je pa včerajšnji dan bil v znamenju sodobnih digitalizacijskih tehnologij, kar je tudi nekako rdeča nit celotnega dogajanja na sejmu in zvrstili so se v tem pogledu številni dogodki na to vsebino, se pravi približevanje teh sodobnih digitalizacijskih, satelitskih, inovativnih tehnologij uporabnikom, se pravi kmetom. Potem smo bili priča pomembnemu posvetu, na katerem smo govorili, in ta posvet se je odvil prvič na Radgonskem sejmu, o povezovanju kmetijstva, gastronomije in pa turizma. Jaz sem bila zelo presenečena nad veliko udeležbo, ki je dala tudi do znanja, da to področje je pomembno, da tukaj še obstajajo priložnosti in da se mu moramo bolj posvetiti, da bi v našo odlično kulinariko in tudi gastronomske, turistične zgodbe čim več vključevali lokalne, domače produkte, katerih seveda v Sloveniji imamo obilo in dovolj. Današnji sejem pa je v ospredje postavil tudi sadjarje, ki so se srečali na strokovnem posvetu. V Sloveniji imajo sadjarji namreč zelo pomembno vlogo, med drugim tudi zaradi zagotavljanja sadja pri zdravi prehrani ter zaradi velikega potencijala za nadaljnji razvoj. Sadjarstvo je tudi za naše ministrstvo eno od izredno pomembnih panog našega kmetijstva. Če pogledamo samo področje jabolk, je to področje pomembno tudi zaradi tega, ker ga je potrebno okrepiti z vidika promocije, ker pri jabolkih smo več kot 100% samooskrbni in zato je pomemben tudi prodor na tuje trge in tega se zavedamo tudi sami. Ravno tako intenzivno teče promocija sadja in tudi jabolk preko izbrane kakovosti na slovenskem trgu. Nas pa čakajo seveda številni izzivi na področju sadjarstva. Še vedno smo nekje pod 20%, kar se tiče namakanja teh površin, pod 30%, kar se tiče zaščit proti toči, kar pomeni, da bomo morali tudi z investicijskimi vlaganji podkrepiti to panogo in jo prilagoditi na vremenske ujme. Nenazadnje tudi v teh dneh v času sejma Agra lahko beremo, spremljamo številna neurja, ki so praktično že malo nenavadna za običajna leta. Torej, tudi v tem času je še vedno dela težavo toča, velika moča, na nekaterih predeljih tudi suša v istem obdobju, ker so padavine zelo krajevnega značaja. Torej, bo potrebno zagotovo na tem področju še veliko skupnih naporov za nadaljevanje uspešne rasti na sadjarstvu. Pomembna pozornost pa je bila danes posvečena tudi vinarjem, s katerimi se je srečala ministrica dr. Aleksandra Pivec. Jaz pričakujem predvsem tudi danes na tem posvetu strani vinarjev eno oceno letošnje letine. Vemo, da vremenske razmere, kolikor so bile v splošnem ugodne, so bile v veliko delih Slovenije potem seveda zmotene ali pa nekoliko
škodljive v smislu različnih vremenskih ujm, neurij in seveda še želim slišati, koliko je to vplivalo dejansko na proizvodnjo v letošnjem letu. Sicer pa mislim, da je letina dokaj dobra in da vinarji pričakujejo dober letošnji pridelek. Na področju vinarstva je mogoče še ta novost, da smo pravkar v obdobju ustanavljanja sveta za vinogradništvo, prav tako kot mojega posvetovalnega organa, in jaz v prihodnje želim bolj združenega strateškega pristopa k oblikovanju vizije in pa strategije dela na področju vinogradništva, kjer bi zajeli tako razvojni del in pa seveda potem tudi nekako poskušali se usmerjati v skupne promocijske aktivnosti, ki bi jih v nadaljevanju peljali. Na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa so se danes srečali tudi predstavniki različnih inštitucij in resorjev, ki so razpravljali o možnostih sodelovanja različnih gospodarskih panog na področju kmetijstva. Poudarek je bil na vzpostavljanju verig preskrbe s prehrano in o možnostih dolgoročnejšega sodelovanja. Gre za povezovanje vseh deležnikov, ne? Na prvi strani tisti, ki hrano pridelujejo, po drugi strani seveda tisti, ki potem to hrano posredujejo nam uporabnikom. In glede na veliko število kmetij, kot sem omenil, in glede na to, da si želimo, da bi naše podeželje bilo ohranjeno kar najboljši meri še naprej, oziroma da bi stanje izboljševali, je seveda velika priložnost za to ekološka usmerjenost, ekološke kmetije. Za same kmete pa seveda začetek dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Namreč dopolnilne dejavnosti so tiste, ki prinašajo dodano vrednost, dodana vrednost pa je tista, ki omogoča kmetu seveda dostojen zaslužek in dostojno življenje. Ključno pa je bilo tudi vprašanje, kako povezati gostinstvo, gastronomijo, turizem in kmetijstvo. Nenazadnje je gastronomija tisto, s čimer pride v stik prav vsak turist. Vsak, ki pride sem, zagotovo pride v stik z hrano in pijačo in ni vseeno, kaj mu ponudimo, odkot to izviro, kako mu ponudimo tole. Torej, gre za eno kulinarično oziroma gastronomsko vrednostno verigo, ki se ne začne v turizmu, začne se na njivi, v sadovnjaku, vinogradu, pride do predelovalcev in potem preko verige se ponudi na koncu turistu kot doživetje. Torej, ni dovolj sam turistični produkt, in ni dovolj samo izdelek oziroma produkt hrana ali pijača, če poenostavim. Vse to mora biti en paket, ki mora pomeniti doživetje. Torej, da znamo pridelati ekološko, da znamo povedati, kako smo to pridelali, da znamo to pravilno zapakirati, embalirati, da znamo primerno stržiti, s nasmehom postreči, in tudi na koncu v turistično doživetje, v turistični paket to zapakirati in ponuditi. Toliko o današnjih aktivnostih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na sejmu Agra 2019. Bodite z nami tudi jutri, ko bomo prav tako spremljali delo ministrice in vseh ostalih sodelavcev resornega ministrstva na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi v torek 27. avgusta na sejem Agra v Gornji Radgoni. Obiščite njihov razstavni prostor v hali A ali se udeležite ene izmed aktivnosti, ki jih organizirajo. Ob 10. in ob 15. uri vabljeni v halo A na predstavitev rešitev in projektov z področja digitalizacije in novih tehnologij. Ob 11. uri vabljeni v halo A na okroglo mizo, kako povezati gostinstvo, gastronomijo, turizem in kmetijstvo, priložnosti in rešitve. Ob 14. uri vabljeni v halo A na okroglo mizo, vloga in pomen žensk na podeželju, izzivi v prihodnje. Vabljeni tudi na zunanji razstavni prostor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bodo vse dni sejma skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije predstavljali pomen pravilnega obnašanja ob obisku gozda s projektom Skrbno z gozdom. Tudi v torek 27. avgusta vabljeni, da se udeležite dogodkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na sejmu Agra v Gornji Radgoni ali obiščete njihov razstavni prostor v hali A. Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica podjetja Roto skupine. Nuša,
že toliko let ste na samem sejmišču kmetijsko-živilskega sejma in vedno prinašate kakšne novosti. Letos seveda s poudarkom na vinogradništvo, na vrtne programe in na zbiralnike maščob. Ja, obiskovalci sejma v Radgoni so predvsem ljudje, ki so povezani z kmetijstvom in zato tudi te izdelke izpostavimo na Radgonskem sejmu. Letos seveda, kot vsako leto, sode za vino in v tem stilu sodo za vino smo tudi pripravili sedežne garniture, ki po svojem stilu zelo pašejo v bodisi vinsko klet ali na dvorišče, kjer so vinogradniki in se dogajajo stvari povezane z vinom. No, drug program, ki ga imamo za vinogradnike, so seveda brente, tudi brente za otroke, potem sodi za vino, kadi različne, lakovnice in tudi različne posode, ki jih lahko date pod prešo in uporabljate med pretakanjem. Letošnja novost je tudi sod za bag-in-box. Marsikdo spravlja že vino tudi v te aluminijaste vreče in da te niso v kartonskem ohišju, jih lahko date tudi v plastičnem ohišju in potem samo zamenjate tole vrečo, ko se sprazni. Nuša, to je bilo bolj takole za moške, kaj ne, vinogradništvo, ampak tudi za ženske imate kup stvari za spravilo, ozimnice in tako naprej. No, ženske smo v vinogradništvu tudi pomembne, saj vinske kraljice so ženske, ne nazadnje. Tako da, ja, za ženske pa imamo različne vrtne izdelke ali za dekoracijo vrta ali pa tudi za zasaditev vrtnih rastlin, bodisi rož ali pa tudi vrtnin. Zbiralniki vode, vse bolj je pomembna voda danes, vi ste precej usmerjeni v zeleno pa okoljevarstveno nastrojeni, gre za zbiralnike vode, gre za zbiralnico odvečne sanitarne vode in vsega tega. Tukaj na vašem mestu, standardnem mestu, kjer ste že vrsto let, dobijo obiskovalci vse potrebne informacije o tem. Ja, Roto je vodilni evropski proizvajalec čistilnih naprav, zbiralnikov deževnice in tudi drugih sistemov za čiščenje vode. Zdaj, za kmetije pride najbolj v poštev kakšna čistilna naprava, saj verjetno javne kanalizacije ne bodo vsake hiše in te Roto čistilne naprave prečistijo vodo do te mere, da jo lahko mirno spuščate v okolje. Nekateri to vodo tudi ponovno uporabijo za zalivanje, recimo zelenic ali pa vrtnin z dodatnim čiščenjem. No, ker pa v Sloveniji imamo dovolj dežja, je tudi smiselno, da zbiramo deževnico in jo uporabimo ali za namakanje ali pa tudi kot sanitarno vodo v gospodinjstvu. Povsem nova stvar je profesionalni maščobnik, gre za, kot ste dejali, Nuša, za sirarje, mlekarje, za mesarje. Zakaj gre? Kaj zadeva pravzaprav prinaša tem? Ja, v Sloveniji je dejavnost predelave mleka in mesnin zelo v razcvetu. Vsaka takšna dejavnost pa tudi mora imeti infrastrukturo, katera ustreza, da tudi varujemo okolje. In torej vsaka mesnica, vsaka sirarna, mlekarna mora odpadno vodo spuščati skozi maščobnik, da ne bi te maščobe in čistila onesnaževale okolja. Letos smo v podjetju Roto razvili poseben maščobnik, kateri ima tudi različno senzoriko in nam sporoči, bodisi po SMS sporočilu ali pa po elektronski pošti, kdaj je naš maščobnik poln in ga moramo prazniti. S tem nam olajša vzdrževanje, tudi ne nazadnje stroške vzdrževanja, našo skrb, da bi odpirali maščobnik in preverjali nivo maščob, tako da nam dejansko olajša svoje delo. Imamo jih pa v različnih velikostih, bodisi majhne, ki se lahko vgradijo v klet, pod pult, ali pa tiste večje, ki se vgradijo v zemljo. Ste vodilni na večina področji, kar se tiče pri nas, lotevate se najrazličnejših stvari. Kdaj vam bo zmanjkalo idej, imate svoj razvojni oddelek, to udejanite, poskusite seveda in date na tržišče, kar je seveda izredno pomembno, ne samo za naš slovenski trg, ampak tudi za
celoten evropski trg. Torej, razvojni oddelek še naprej z polno močjo, ideje pa so dobrodošle. Ja, vsekakor na sejmu dobimo marsikatero idejo za razvoj. V razvoj imamo 20 zaposlenih inženirjev in potem vsak teden razvijamo 2 popolnoma nova izdelka. V naših 6 tovarnah, 200 tudi v Sloveniji, v Pomurju, oziroma natančneje Prekmurju, proizvajamo marsikaterega od teh izdelkov, predvsem tudi za ekologijo, nekaj pa tudi za avtomobilsko in navtično industrijo. Ostale tovarne so na Hrvaškem, Srbiji in v Makedoniji. Sicer pa te naše izdelke prodajamo po vsem svetu, trenutno v 52 držav in tudi smo zelo ponosni, ko recimo letos, ko smo prvič razstavljali v Ameriki, ljudje zelo dobro reagirajo na te produkte, tudi včasih smo presenečeni, da recimo kanalizacijska infrastruktura je v teh razvitih državah bistveno manj rešena kot pri nas v Sloveniji. Zato so takšni izdelki pravzaprav prodajni po celem svetu. Nuša, in še standardno mesto, kot sva dejala, kje najdejo podjetje Roto, kje najdejo vaše izdelke? Sicer ste vidni daleč naokrog z svojo barvo, tipično, pa vendarle povabiva obiskovalke in obiskovalce vse tja do četrtka, ko sejem zapira svoja vrata. Tako je, Roto, razstavni prostor je ob hali D. Na sejmu imamo tudi popuste, kot se za vsak sejem spodobi. Čistilne naprave lahko dobite tudi 500 evrov ceneje, zbiralnike deževnice za 200 evrov ceneje, tako da se res plača tukaj, da se posvetujete z strokovnjakom, izberete ustrezen izdelek in tudi ga dobite po najugodnejši ceni. Sicer pa tudi vsi vinogradniki ste povabljeni k nam na štand na pokušino mošta. Mislim, da smo eni od prvih, kateri imamo že svoj mošt in kateri seveda vre v plastičnih parafiniranih sodih. Na letošnjem kmetijsko-živilskem sejmu Agra 2019 seveda je prisotna tudi Zadružna zveza Slovenije. V naši družbi je predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Seveda, Agre ni brez Zadružne zveze. Pravzaprav, kaj so največji poudarki vaše predstavitve na letošnji Agri? Ja, res je, Zadružna zveza se vsa leta predstavljamo na tem sejmu tukaj na Agri. Veliko naših zadrug se tudi predstavlja tukaj na tem našem razstavnem prostoru, ali tudi sicer imajo samostojne prostore, razstavne prostore na sejmu, tako da zadružništvo je prav gotovo ena ključna tema, ključna vsebina te Agre. Če pogledamo pa sejem, torej 57. sejem je že letos tukaj zapovrstjo, je pa poudarek na mladih, torej prenos z generacije na generacijo, potem digitalizacija, pred nami je nova finančna perspektiva od leta 2021 do 2027, tako res izjemno pomembne teme. Vsak dan so kakšni posveti, veliko ljudi prihaja tukaj, se srečujemo, se pogovarjamo, delamo načrte za prihodnje, tako da je sejem res izjemno živahen in zanimiv. Področje digitalizacije ste omenili, tudi Agra v tem nekako načrtovanem letošnjem konceptu ima digitalizacijo. Kaj na tem področju se da postoriti, tudi z vaše zveze, ki združuje kot krovna organizacija zadruge v Sloveniji? Ja, digitalizacija je zadnja leta ključna tema, ne samo tukaj na sejmu v Agri, tudi na raznih mednarodnih posvetih v Sloveniji, pa tudi po Evropi. Pred 10 leti si nihče ni mogel predstavljati, kam bo ta digitalni svet odšel. Če gledamo samo te naše male telefone, 10 let nazaj, 5 let nazaj, pa kaj danes s tem malim telefonom napravim, je to neverjetno. Torej, ne moramo si predstavljati, kako ta, bi rekel, digitalizacija, tehnologija napreduje. To seveda moramo spremljati. Danes je tako, da na vseh področjih cene padajo, mi ne moramo dražiti, povečevati stroškov, mi moramo stroške zmanjševati in z uspešno primerno digitalizacijo mi lahko zmanjšamo stroške. To velja tudi za kmetijstvo. Je pa seveda v kmetijstvu to nekoliko težje. To je le stik z naravo, to je obdelava zemlje, to je delo v gozdu, na polju, na travniku. Drugo je recimo, ne vem, neko robotizacijo napraviti v neki tovarni, kjer se delajo vijaki ali avtomobili, tako da je to področje zelo zahtevno. Vendar še posebej je to zahtevno tukaj za slovenski prostor, mi imamo male kmetije. Ta digitalna tehnika je seveda izjemno draga, zahteva izjemno veliko znanja.
že tukaj se pojavlja malo problema med generacijami. Torej, mladi, ki so izobraženi v tej smeri, sve to obvladujejo, starejši kmetje temu težko sledijo. In tu je bilo tudi potrebno mogoče, da se določena finančna sredstva, da se tudi starejši kmetje usposobijo za razne te nove tehnologije. Tako da tu nas čaka še precej izzivov. V sedanji finančni perspektivi je bilo velik korak storjen v prevzemu mladih doma na kmetiji, tudi spodbude finančne, tudi verjetno prihodnja finančna perspektiva še to nagrajuje. Veliko je tega bilo in to je bržkone spodbudno, da mladi ostajajo na kmetiji, da se mladim predaja ob dobri finančni štartni osnovi za nadaljevanje kmetovanja. V tej finančni perspektivi je bil res izjemno velik premik napravljen v smeri, da mladi prevzemajo kmetije, finančne spodbude takšne in drugačne, tako da tu je bilo veliko narejenega. Tudi v Sloveniji je kar veliko mladih prevzemalo kmetije, tudi te dni, ko na sejmu srečujemo naše zadružnike, vidimo, da nekateri že po 50. letu se odločijo, predajo kmetijo. Je pa seveda potem pomembno, da tudi ti, ki kmetijo predajo, starejši, da imajo tudi nek primeren status potem na kmetiji. Tako da tudi imamo kakšne negativne primere, ko če ni razumevanja, je potem težko, nekdo kmetijo preda, premoženja več nima, pokojnine kmečke vemo, kakšne so in to je lahko tudi, to je večkrat tudi, kje to upozorim, da je res nujno potrebno, da poleg tega ekonomskega gledanja na kmetiji, da se več v prihodnosti ukvarjamo tudi s socialno-sociološkimi problemi. Torej, treba je vedeti, da ko pride partner na kmetijo, da je to fant ali punca recimo, glede na to, da je zdaj zelo malo število kmetij, v večini primerov na kmetijo pride nekdo, ki ni s kmetije. In to je potem en velik premik v razmišljanju, načinu življenja in potem je mlada družina staršev in to so socialno-sociološki izzivi, da bomo rekel, ne problemi, o katerih se treba pogovarjati. In tudi imeli smo te dni tudi okroglo mizo za mladimi in so ravno to izpostavili, da je treba več poudarka dati tej problematiki. Torej, da je med generacijami neko sožitje, neko razumevanje. Mladi danes rabijo tudi kak dan prosto, rabijo, da grejo tudi malo na dopust, včasih temu ni bilo tako in mogoče neki starejši reče, kam boš hodil, pa stroške delo. Treba se pogovoriti, mlade razumeti. Tu je res izjemno veliko nekih tem, ki jih zdaj v tem času odpiramo. Tako da ni vse samo v ekonomskem gledanju, samo v denarju, ampak tudi v odnosih med ljudmi je izjemno veliko in na tem bomo morali v tej prihodnji finančni perspektivi, poleg tega, da seveda absolutno ne pristajamo na kakršnokoli zmanjševanje denarja, ki nekateri govorijo, ker če bo to, potem bo sigurno kmetijstvo in podeželje upadlo, ampak poleg tega torej, da tudi na odnosih med ljudmi na podeželju napravimo čim več. Se pa seveda pogovarjamo tudi o odnosih med tistimi, ki živijo v mestu in na podeželju. To je pa zopet, ko se pogovarjamo o razdelitvi nekega proračunskega denarja, da je nek konsens, to je, da se mestni ljudje zavedajo, da mora podeželje biti urejeno. Če hočemo imeti turizem, razvijati turizem, da bojo tujci prihajali v to lepo Slovenijo, da bomo lahko doma prodali naša kvalitetna vina, našo kvalitetno hrano, potem je treba mlade na podeželju zadržati, če pa hočemo zadržati, pa ne smemo zmanjševati tistega denarja, ki je bil do zdaj za to namenjen, ker če ne, bo škoda ne samo za kmete, ampak za vse. Ostajava še malce pri mladih, Zadružna zveza, vodstveni kader, zadruge, poznate razmere, se vključujejo mladi v upravljanje z zadrugami, starejši ponudijo tudi na tem področju morda možnost, da pridejo s svojimi idejami, da pride mlad kader v vodstvo zadrug in pa morda Zadružne zveze. Ja, mladi se počasi vključujejo. Glejte, tu je treba nekaj vedeti. Ko nekdo, ki misli, da bomo mi kar v nekaj letih komplet ekipo prenovili po Sloveniji, po vseh teh zadrugah, to ni tako enostavno. Treba je vedeti, da na kmetiji, recimo, če je mlad sin ali pa hčerka stara 25 let, bi bil že teoretično sposoben za prevzem kmetije, starši so pa stari recimo 45-50 let. In če nimajo starši neke svoje eksistence, je težko v tistem času prevzeti kmetijo. Tako v bistvu je ena generacija vmes, ki je lahko problem. To je treba razumeti in to je povsod po Evropi. Ko grem drugod po Evropi, je struktura in gospodarjev na kmetijah in tudi sicer po teh funkcijah je še, bi rekel, nekaj let starejša kot pri nas. Tako da tu Slovenija nič ne zaostaja. Jaz pravim samo to, da je treba pač gojiti med starejšo in mlajšo generacijo nek konsens
Seveda posod pa nekako poudarjam, kjerkoli sem, da je potrebno mlade vključevati v upravne nadzorne odbore zadrug, da je treba mlade vključevati na vodilne funkcije, namreč ravno v teh letih veliko direktorjev odhaja v pokoj in prav je, da se zadaj pojavljajo mladi, ki jih je treba vzgojiti. Ne moreš ti nekoga, direktor gre za pa nekdo razpis, pa nekdo z ulice prije, pa bo direktor neke zadruge. To ne gre. Mora biti človek lepo, če je človek z kmetije, da sam čuti, kaj je kmetovanje, pa da je bil vsaj nekaj let v zadrugi pod nekim vodstvom, da potem lahko zadrugo prevzame, da razume, kaj je kmetijstvo, kaj je podeželje, kaj je zadružništvo, kaj je nek vzajemen odnos med ljudmi, tako da to rabi svoj čas. Če se ne motim, 2 leti nazaj, leta 2017 ali pa 2018, je bila Slovenija razglašena za evropsko gastronomsko deželo. Kaj lahko kmetje se obetajo od tega zdaj že nekaj časa, oziroma je na tem področju kaj dobrega za kmetovalce na podeželju? Leto 2022 je razglašeno, da bo Slovenija gastronomska regija v evropskem merilu, to je izjemnega pomena. Mi smo že zdaj poznani kot ena najbolj zanimivih turističnih destinacij, ne samo v evropskem, tudi v svetovnem merilu. Sploh nekatere točke v Sloveniji so izjemno prepoznavne, izjemno zanimive in seveda turist, ki pride, želi tudi mi, če gremo kot turisti kamorkoli, mi želimo poskusiti, kaj je pri njih dobrega. Ne bomo mi posod jedli dunajski zrezek, pa ne vem, tako da to je seveda pomembno, da imamo kvalitetno domačo hrano. In to Slovenci imamo, na tem malem prostoru res izjemno veliko kvalitetnih proizvodov in tudi na tem sejmu je velik poudarek, da se pripravljamo na to in tudi v naslednjem letu, jaz menim, bi bilo prav, da država Slovenija, da se čim več prikazuje na teh mednarodnih sejmih, kar se tiče prehrane in živilske industrije in da delamo na tem, da ko bo leto 2022, da pa res masovno privabimo turiste. Ravno sem te dni tukaj na sejmu gledal neke podatke, da se kako se vsako leto število nočitev povečuje, vsako leto se število gostov, ki pridejo v Slovenijo, zvišuje in to je za moje pojme najlepši zaslužen denar. Bolj kot neka industrija, ki onesnažuje okolje in to je tudi prepoznavnost države. Torej, to je najvišja oblika, bi rekel, neke dejavnosti v deželi, da ti privabiš turiste. Torej, dežela mora biti čista, mora biti kvalitetno hrana, mora biti prijazni ljudje. To je največ. In to si želimo, Slovenija v tej smeri se razvija, tako da želimo in tu svoje kmetijstvo in podeželje, vse tukaj ključno. Tu pač ni samo včasih kdo tako pravi, sej kmetijstva je 2% bruto proizvoda, daleč od tega. Kmetijstvo je vpeto v vse pore dogajanja, vsa živilska industrija, trgovine, ki to prodajajo. Kmetje smo tisti, ki vzdržujemo to celotno podeželje. To, če bi dali komunali v upravljanje, bi to bilo nepojemljivo drago. Tako da tega se mora država zavedati in brez urejenega podeželja ni turizma. Torej, še nisem videl nikjer cvetočega turizma ob razpadajočem kmetijstvu. To nikjer, nikamorkoli boste šli. Ne pogledajte, tam, kjer je najlepši turizem, tam je najboljše kmetijstvo. Švica, Avstrija, Bavarska in tako naprej. To je najbolj zrcalo. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, morda za konec tega prijetnega pogovora, kaj pripravljate na zadružni, imate zveze, imate kakšne smele načrte, kaj novega, kakšna noviteta, ki jo morda pripravljate, boste pa nam morda zaupali sedaj, v katero smer, kaj izboljšate za zadruge, za kmetovalce. Stanje v zadružništvu lahko rečemo, da se iz leta v leto izboljšuje, skupni promet se povečuje, skupno premoženje se povečuje, ko to statistiko peljemo. Naša velika večina zadrug izjemno uspešno dela, nove blagovne znamke se pojavljajo. Mi smo zdaj tudi kot Zadružna zveza oblikovali eno blagovno znamko, ki zdaj zadruge prevzemajo, zadružni znak, ki bo na vseh zadružnih objektih, trgovinah, da se bo videlo, da je to zadružna trgovina, to pomeni, da prodaja kvalitetno domače slovensko blago. Zadruge ne hodimo po tujini odkupovati, mi odkupimo 80% vsega, kar slovenski kmetje proizvedejo, smo ključni odkupovalec, torej kmetje tisti, ki zadruge upravlja, tako da jaz mislim, da smo tukaj res svoje poslanstvo, da kvalitetno upravljamo. Zadružna zveza pa seveda nudi te pravne storitve, pravne usluge, zastopamo zadruge do ministrstev, stalno je treba, ki je kak problem, kak zakon, kaj spremeniti. Tu lahko rečem, da smo kar uspešni, od zakona o javnem naročanju do razne druge zakonodaje. Tako to rečemo tudi država, ker danes se zaveda pomena zadrug, nam sledi. Bi pa želeli seveda še kakšne finančne spodbude, še kaj več. Nikoli ne smemo biti zadovoljni popolnoma.
Biotehniška šola Rakičan je v deželi ob Muri že 70 let prisotna kot izobraževalna ustanova in kot taka se že vrsto let predstavlja na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Simona Potočnik, ravnateljica Biotehniške šole Rakičan. Biotehniška šola Rakičan že od leta 1987 pripravlja takšen vzorčni nasad, kjer je ena lepa priložnost za vse udeležence sejma, za vse obiskovalce, pa tudi za naše dijake, kjer lahko na taki majhni površini spoznajo kar čez 300 različnih rastlin. Moram povedati, da smo to edina šola v Sloveniji, ki se predstavljamo s tem vzorčnim nasadom in da je to tudi en takšen lep primer za prakso oziroma za bodoče ali pa že pridelovalce, da lahko spoznajo tudi novosti ali pa pridobijo kakšne nasvete tukaj. Kar se tiče zanimanja za vzorčni nasad, je bilo opaziti, da leta privablja tako starejše kot mlajše obiskovalce. Ja, različna populacija. Opažamo oziroma lahko nas tudi veseli, da prihaja sem tudi zmeraj več mladih. Lahko tudi povem, da je to ena taka osrednja naš dogodek v času sejma, ko povabimo tudi naše partnerje, ko povabimo tudi naše delodajalce, kjer dijaki opravljajo prakse oziroma vse, ki na kakšen koli način sodelujemo. In potem tukaj dostikrat pride tudi do kakih novih sodelovanj, do kakih pogovorov za nadaljne sodelovanje, tako da nam je to ena odlična točka tukaj v času Radgonskega sejma. Franci Jakič je vodja posestva Biotehniške šole Rakičan in je predstavil vzorčni nasad, zlasti novitete. Mi nudimo vse tisto, kar slovensko kmetijstvo premore v tem hipu, ali z drugo besedo povedano, tisto, kar se je nekdaj pridelovalo, tisto, kar pridelujemo sedaj in tisto, kar mislimo pridelovati v bodoče. Ta naš vzorčni nasad je drugače povedano oaza miru in sprostitve. Vsako leto imamo tudi nekaj novosti, da smo bolj aktualni. Letos je v prvi vrsti to riž, katerega do zdaj ni bilo. Rjava gorjušica, do zdaj smo poznali samo belo gorjušico. Večletno žito oziroma pšenica, pri nas jo lahko žanjamo dvakrat v leto in ne rabimo sejati. Sicer zelo ekstenzivna, tam nekje do 150 kg lahko pridelamo, ampak je nekaj. Iz te pšenice so nastale današnje sorte pšenice, potem je kurkuma predstavljena in še razne druge rastline. Torkovo dopoldne na 57. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu z obiskom številnih poslovnežev, strokovnjakov in obiskovalcev z raznovrstnimi interesi je ponudilo Madžarsko-slovenski poslovni forum na temo inteligentne odločitve v agronomiji, katere organizator je bil CED, omrežje za razvoj gospodarstva Srednje Evrope. Le-to opravlja realizacijo operativne spodbude izvoza in razvoj gospodarstva v Srednji Evropi. Peter Škapinjec, izvršni direktor CED, omrežja za razvoj gospodarstva Srednje Evrope, je o namenu foruma, o delovanju omrežja povedal. A Magyar-Szlovén üzleti fórum lényege az, hogy namen tega srečanja je to, da lahko poslovni partnerji med sabo osebno se srečajo in tako si lahko izmenjajo svoje ideje, da bodo lažje trgovali med sabo. Lehetett regisztrálni interneten, aki találkozni szeretett volna velük. Cégünk a teljes közép-európai. Delujemo v celi srednji Evropi, bolj delamo z malimi podjetji in tudi z večjimi podjetji. Namen je tega, da za eksport poiščemo primerne partnerje, ki lahko lažje trgujejo med sabo. Meg tudja vásárolni. Kot izvršni direktor je ocenil sodelovanje slovenskih in madžarskih podjetij ter vzajemni izvoz oziroma uvoz med Szlovenijo in Madžarsko. Én azt hiszem, egyre jobb. Az Európai Unión belül nagyon sok lehetőség megnyílt a szlovén és a magyar cégek számára.
Egyrészt a szabályozási környezet. Vedno je boljše, vsako leto je boljše. To je pripomoglo tudi, da smo se vključili v Evropsko unijo, kjer je trgovanje lažje, tudi predpisi so približno isti, ravno tako za transport je tako poskrbljeno, da je lažje sodelovanje med obema državama. Rendje is segíti ezt a kereskedelmet, tehát a magyar kis- és középvállalkozások rendelkeznek akkora árualappal, amivel a szlovén piacon meg tudnak jelenni, illetve viszont is. Tavaly évben 1,14 milijard euró volt a... Lansko leto je bil izvoz 1,14 milijard evrov, kaj je glede na velikost obeh držav, mislim, da je prav velika številka. Nagyon szép szám. Cilji omrežja so med drugim podjetnike v tem prostoru informirati tako o povpraševanju kot o ponudbi, spodbuditi obseg izvoza ter izboljšati konkurenčnost regijskega gospodarstva. Četrti dan sejma Agra 2019 v Gornji Radgoni je že po tradiciji bil v znamenju Dneva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Na srečanju najvišjih predstavnikov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je bila predstavljena analiza enoletnega dela ter prihodnja perspektiva z izzivi in vprašanji, kako v kmetijstvo naprej. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič je v govoru posegel v večino segmentov, od skupne kmetijske politike v Evropski skupnosti in v Sloveniji preko finančne perspektive, težav s podnebnimi spremembami, zemljiške politike, vse do ukrepov v programu razvoja podeželja. Program razvoja podeželja pa je druga zadeva, je pa zelo pomembna, kakšna bo ciljna usmerjenost tudi v naši državi. Da tukaj je možnost, da smo lahko malo bolj naklonjeni posamezni kmetijski panogi. Vemo, da je zdaj govedoreja, živinoreja precej v krizi, skoraj bi rekel, najbolj da je živinoreja tista, ki nekako obdeluje naše krajino in lahko smo pri temu, pri programu razvoja podeželja, pri ukrepih malo bolj dovzetni tudi za te panoge in jaz verjamem, da bomo nekako nevladne organizacije za zbornico na čelu dali prave predloge, jih uskladili do najvišje mere in potem, da bo tudi naprej, ko bomo te usmeritve dali Evropski komisiji, da ne bojo prišli neki strici iz ozadja in stvari spreminjali, ampak da bo dejansko tisto, kar si kmetje želijo, tudi nekako posredovano naprej. Tu bo težka naloga, ampak jaz verjamem, da bomo nekako speljali tako, kot smo jo tudi vsa leta nazaj. Forumu je prisostvovala doktorica Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki je izpostavila pomembnost partnerstva med ministrstvom in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije ter predstavila naloge in cilje letošnjega leta. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ima v skupini fizičnih oseb 105.598 članov, v skupini pravnih oseb pa 1484 članov in je prav gotovo najpomembnejši socialni partner ministrstva in vlade Republike Slovenije na področju kmetijstva in celotnega upravljanja podeželja. V njeni organizacijski strukturi deluje 13 območnih enot, na lokalni pa 59 odborov izpostav. Zaradi tega ima prav gotovo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije najbolj neposredne informacije o trenutnem stajanju in dogajanju na področju kmetijstva in podeželja. Te informacije so ob konstruktivnem dialogu med Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in drugimi organi zelo pomembna izhodišča za kreiranje vseh naših politik, ki se dotikajo prihodnjega razvoja kmetijstva in podeželja. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je tudi ustanoviteljica 8 kmetijsko-gozdarskih zavodov, na katerih delujejo naslednje javne službe. Javna služba kmetijskega svetovanja, služba za kontrolo in selekcijo živinoreji, osemenjevalni, sadjarski in trsničarski centri ter oljkarski center. Najbolj neposredni stik s kmetovalci ima vsekakor javna služba kmetijskega svetovanja. Pravno podlago za delovanje je javna služba kmetijskega svetovanja dobila s podelitvijo odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano javne službe kmetijskega svetovanja za obdobje 2018 do 2024.
Ministrstvo je v izhodišče za pripravo programa javne svetovalne službe določilo naslednje prioritete dela za leto 2019. Spodbujanje pridelave vrtnin, optimizacijo prehrane pri govedu, prašičih in drobnici, namakanje kot ukrep prilagajanja na podnebne spremembe ter spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Poseben poudarek pri izvajanju vseh nalog mora biti namenjen ciljni skupini mladih kmetov. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik je predstavil aktivnosti in pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V sklopu srečanja pa so podelili tudi priznanja v akciji S kmetije za vas. Ob sredah je na Agri največ kmetov, tudi zamejskih. Kajti danes vemo, da je dan zadružnikov, danes je dan prašičerejcev in rejcev drobnice. Obravnavali bomo kmetijsko politiko. Se posvetovali o zdravljenju z naravo in zdravstvenim turizmom na kmetiji ter izboljšanju položaja kmetov v verigah. Slovenske biotehniške šole se predstavljajo tudi mladi kmetje, v luči podnebnih sprememb pa hrana, voda in energija in motika kung fu. Bomo pripravljali dobre jedi iz mesa drobnice. Vse to bomo dali tudi v pokušino številnim obiskovalcem. Blizu pa bodo tudi kraški ovčarji, naši slovenski, avtohtona pasma psov, ki nam bodo pokazali, kako lahko skrbijo tudi nenazadnje za drobnico. Za vas pa bodo poskrbeli s prleško gibanico v Agrini kuhinji. Za nami je še, drage gledalke in gledalci, en sejemski dan, ki se dotika vseh vas in vsakega posameznika in dovolj razlogov, da obiščete sejem v Gornji Radgoni, poln raznovrstnosti in podoživite pravi sejemski vrvež in utrip.